Kriminalka, detektivka in ljubezenska zgodba, ki jo odkrivajo trije najstniki v knjigi Hrošč leti v somraku, je ob 70-letnici zbirke Sinji Galeb doživela ponatis. Eden izmed glavnih likov, Jonas, celotno dogajanje beleži na, snemalnik s kasetami. Si predstavljate? Tudi zato se je zdelo branje te knjige Jasni in Elisi zelo zabavno, vznemirljivo in poučno. Zgodba v knjigi Hrošč leti v somraku je ena velika pustolovščina, katere del bi hotel biti vsak. Kateri del zgodbe je tebe najbolj nagovoril, Elisa? V bistvu so mi bili zelo všeč vsi deli, najbolj pa me je nagovoril del, ko so v kleti cerkve iskali star egipčanski kip, pa lahko preberem ta košček. Zadnjo oviro smo pravkar premagali in zdaj se spuščamo v svet mrtvih. Zrak miruje, vlaga se cedi po stenah. Končno se bližamo cilju. 3000-letni kip iz egipčanskega groba čaka na vstajanje. Kakšen dramatičen opis. To je lahko povedal samo Jonas, ki je najmlajši lik v tej knjigi, ampak on ni bil tvoj najljubši lik, a ne? Ne, ni bil. V knjigi nastopajo trije glavni liki in to je Jonas, 13-letnik z edinstveno sposobnostjo opazovanja, David, ki je s pomočjo svojih sanj nekako tako ključ do začetka te njihove pustolovščine, pa je pa tukaj še Anika, ki se je poglobila v ljubezenska pisma in karakter vsakega posameznika in je zato tudi moj najljubši lik. No, poleg njih treh pa imata še zelo pomembno vlogo tudi Andreas in Emilija, ki sta pravzaprav duhova iz preteklosti, imata zelo tragično ljubezensko zgodbo. In Anika v knjigi razmišlja, da je bilo to morda zaradi vloge žensk v 18. stoletju. In o tem nam je nekaj misli podala tudi ilustratorka Eva Mlinar, pa je kar prisluhnjiva. To se mi zdi zelo velika kvaliteta knjige, saj gre za teme, ki so in bodo vedno aktualne. V knjigi pa o položaju žensk razmišlja predvsem Anika, in preko primerjanja z Emilijo ugotavlja, da so se nekatere stvari v primerjavi z 18. stoletjem zelo močno spremenile. Naprimer, ženske nismo več 100% odvisne od moških in lahko same usmerjamo svojo usodo. Kljub temu moramo pa še vedno paziti na to, da ne prevzemamo pretirane odgovornosti za druge, ne pozabimo na lastne potrebe in predvsem, da ustvarjamo enakovredne in izpolnjujoče odnose. Hvala lepa, Eva. No, mene pa se je zelo dotaknilo tudi razmišljanje Andreasa, ki je bil zelo pred časom, pravzaprav, a ne? A se spomniš, kaj je bila njegova osrednja misel? Ja, ves čas je pravil, vse je med sabo povezano. Res je, in tudi midve smo zdaj povezani med sabo in povezani smo z našimi gledalci, pa tudi s tekmovalci v studiu, kamor samo še pomahava. Hvala, takole mahamo nazaj in iščemo novo povezavo med pogovorom in vprašanjem. V delu Hrošč leti v somraku so primerjave med današnjim in preteklim časom. Kako se po mnenju ilustratorke Eve položaj današnjih žensk razlikuje od tistega, ki so ga imele ženske v 18. stoletju? A. Takrat so imele ženske osrednjo vlogo doma. B. Danes je več možnosti za gradnjo enakovrednih odnosov. C. Danes se ženske težje osamosvajajo od domačih. Ali D. Takrat so imele ženske več možnosti za zadovoljitev lastnih potreb. Upam, da ste dobro prisluhnili prispevku. Imamo odgovor A od rumenih in B od vijoličastih. Vi menite, osnovna šola Mengeš, da je danes več možnosti za gradnjo enakovrednih odnosov. Ja, Eva pove, da so se v primerjavi z 18. stoletjem stvari spremenile. Tako so ženske danes večinoma bolj samostojne, hkrati pa je bolj sprejemljivo v ospredje postaviti skrb za izpolnitev lastnih potreb in ustvarjanje enakovrednih in izpolnjujočih odnosov. Pravilen je res odgovor B in 5 točk za vijoličaste.